Microsoft je na današnji tiskovni konferenci predstavil najnovejši lokaliziran pisarniški paket Office 2010, ki bo od jutrišnjega dne na prodajnih policah. Slovenci smo prve lokalizirane Microsoftove aplikacije dočakali že pred 15 leti. Glede na majhnost tržišča pa je na mestu vprašanje, ali se lokalizacija sploh splača. Definitivno se splača, definitivno, vkolikor tega ne bi bilo, ne bi imeli trga in strank v Sloveniji. Vsi tisti izdelki, ki so na voljo končnim uporabnikom, morajo biti lokalizirani. Tudi če gre za spletne storitve Windows Live, Skype, ker smo pač videli, mi čutimo odgovornost in sploh ni vprašanje, ali se splača ali ne, to je pač nuja in to moramo narediti. V lokalizaciji prevedene izraze pa so zbrali ter jih ponudili jezikoslovcem, študentom, informatikom. V avgustu smo dali na voljo seznam terminov, se pravi izrazov, ki smo jih uporabljali pri samem prevodu, 7500 izrazov, seveda vezanih na informacijsko tehnologijo, na izdelke, ki jih pač prodajamo. In vse te smo dali na voljo Eurotermu, se pravi inštituciji, ki jo v bistvu podpira in vodi Vlada Republike Slovenije. In jasno, preko spleta so vsi ti izrazi na voljo komorkoli v Sloveniji. Lokalizacija pomeni, da se pripravi nek produkt za uporabo v določenem jeziku. Treba je prilagoditi uporabniški vmesnik, recimo spremeniti velikosti, dimenzije posameznih oken, v določeni meri spremeniti programsko kodo. In kaj vse se prevaja in prilagaja slovenščini? Če govorimo o odjemalskih programih, potem je prevedeno vse. Office 2010 je prvi produkt, kjer so prevedeni vsi odjemalski programi, tudi tisti, ki niso del paketne ponudbe, recimo Visio in Project. Niso pa prevedeni vsi strežniški produkti, ki so del družine Office, določene komponente strežnika SharePoint. Mi smo v toku projekta prevedli približno 4,5 milijona besed. V to je zajeto približno 1,5 milijona besed, ki so v uporabniškem vmesniku, se pravi v programih, in približno 3 milijone besed, ki so v spremnih materialih, se pravi v pomoči, v dokumentaciji. Standardizacija in zmanjševanje stroškov ter izboljšanje produktivnosti in komunikacije so osrednji vzroki za prehod na novi Office v poslovnih okoljih, nam je še povedal Rok Palčič. Kaj pa domači uporabniki? Videli smo storitev SkyDrive, se pravi za domače uporabnike dokumenti so na voljo na spletu, uporabljajo jih odkodarkoli, s katerokoli napravo, dokumenti so vedno tam, ne zginejo, tam disk ne crkne. Kaj pa lahko pričakujemo v prihodnje od zbirke Office? Širimo uporabo Officea in sicer v preteklosti pretežno uporaba na namizjih, danes preko spletnega brskalnika, preko telefona, definitivno pa tudi kot storitev, kar pomeni, da uporabnik ne rabi pri sebi nameščeno imeti ničesar, ampak pač samo rabi imeti računalnik z operacijskim sistemom Windows in potem pač uporablja potem Office preko spleta.